Dober večer. Lepo vas pozdravljam na 17. pogovornem večeru v okviru foruma za dialog med vero in kulturo. Zbrali smo se zaradi teme, ki smo ji dali naslov, ali apokrifi razkrivajo zamolčano resnico o Kristusu. Navdih za to temo smo dobili ob nedavnem izidu knjige Zgodne krščanski spisi, ki je izšla nedavno pri Mohorjevi družbi. Urednika slovenske izdaje sta Gorazd Kocijančič in Vid Snoj. Znotraj cerkvenih občestev, še bolj pa zunajnih, valovi dvoma znova in znova naplavijo obskurno trditev, da cerkev nekaj bistvenega skriva o sebi in svojem izvoru in to že vse od začetka. V prikrivanju domnevno še neodkrite prave resnice o sebi naj bi bila cerkev vse doslej uspešna, ker je njeno dušno pastirstvo, kot pravi Michel Foucault, izvajanje pastoralne oblasti. Vsaka oblast, torej tudi cerkvena, pa s svojimi pastoralnimi tehnikami, pravi Foucault, tlači naravo, nagone posameznika in vsak govor o njej, ki ji ni všeč. V ljudeh zato tli tiho pričakovanje, da bo nekdo nekega dne za nekimi zidovi odkril besedilo, ki bo dokončno razkrinkalo učenje cerkve o Kristusu in njegovem nauku. Ko bo, tako upajo, vsa laž cerkve obelodanjena, bomo končno osvobojeni vse teže, s katero krščanstvo že toliko časa pritiska na človeka in mu onemogoča dokončno osvoboditev. Ne dvomim, da bo marsikdo ob branju teh spisov opustil to prazno upanje, ker se bo odprl tisti eksploziji duha, ki je sprožila srečanje ustvarjenega in neustvarjenega, čutni, zgodovinski in hkrati zgodovinskost razblinjajoči stik stvari s stvarnikom. Tak stavek je zapisal Gorazd Kocijančič v predgovoru omenjene knjige. Mnogi pa se bodo še naprej prehranjevali s pričakovanjem senzacionalnega odkritja. Tisto resnično, kar je bilo res, so v pozni antiki imenovali hipostaza, pravi gospod Kocijančič v nadaljevanju. Pred tistim resničnim lahko vsak ohrani svobodo, ali bo v objavljenih spisih slišal Jezusove besede ali pa ne. Na vprašanje, ali so o seznamu bibličnega kanona odločali samo tisti, ki jih je zabavalo izvajanje pastoralne oblasti, ali pa tudi tisti, ki so po vzoru svetega Janeza videli in otipali življenje, ki se jim je razodelo, ni mogoče odgovoriti empirično. Besedila kanona in postopek izbiranja besedil, ki so bila privzeta v kanon, je delo istega svetega duha. Tako mnogi verujemo. Nocoj bodo torej pred nami mnoga vznemirljiva vprašanja. Dr. David Movrin, moderator večera, je za to zanimivo raziskovanje pridobil ugledne goste. Z njimi bodo filozof in prevajalec Gorazd Kocijančič, zgodovinar dr. Aleš Maver, patrolog pater dr. Miran Špelič in filozof dr. Marko Ušič. Lepo povabljeni. Vsi skupaj lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz sem vesel, da je bila tale predstavitev tako kratka. Prvič zaradi tega, ker seveda naše goste v glavnem zelo dobro poznate. Drugič pa zaradi tega, ker jih bom zdaj poprosil, da se predstavijo kar sami. Jaz tukaj imam seveda nekaj vprašanj, imam celo nekaj predstav o tem, kako naj bi večer šel, ampak še bolj bom pa vesel seveda, če se bo pogovor dejansko začel iskriti, tako da kar že vnaprej povabim sogovornike k medklicam, mogoče k replikam in tako naprej. Začel bi rad z nekoliko osebnim vprašanjem. Kakšen je vaš osebni spomin na srečanje s temi teksti, o katerih bomo nocoj govorili? Ne mislim nujno kronološko,
mogoče bolj na srečanje, ki vam je ostalo v spominu, ki se vam je tako ali drugače zapisalo v spomin. Mogoče bi začel kar z Markom Muršičem. Hotel sem po senioriteti, ampak velja, pa gremo potem od leve proti desni. Svetim pismom, svetopisemskimi kanoničnimi teksti sem se seznanil že kot otrok doma, ko so mi starši pripovedovali zgodbe o Jezusu, potem pri verouku, v šoli bolj malo seveda v tistih časih, na teološki fakulteti, kasneje, med študijem, po diplomskem študiju tudi, medtem ko z apokrifi, pa sem se srečal šele seveda pri samem teološkem študiju, prej ne. In so se mi zdeli zanimivi, vendar pa sem se jim bližal bolj kot ne kot študijskemu gradivu. Malo tesneje sem se senzibiliziral za problematiko šele na podiplomskem študiju, ko smo se učili cerkvenih očetov, torej prvega krščanstva, tam so nam seveda tudi nekaj povedali o Svetem pismu še. In naenkrat mi je stvar postala zelo tudi podobna določenim duhovnim trendom, gibanjem današnjega časa. In sem potem seveda med študijem ves čas lahko malo primerjal med tem, kakšen je bil gnosticizem recimo v antiki in kakšen se kaže drugačen, pa vendarle vzporeden New Age v današnjem času. Nikoli pa me niso ti spisi tako pritegnili, da bi mi nekako zamajali vero ali pa da bi začel razmišljati, kaj pa če je mogoče tam le kaj bolj res, ker sem v njih videl takoj že precejšno razliko od tega, kar je v kanoničnih spisih. Hvala lepa. Zdaj Marko Muršič. Midva sva se zadnjič pogovarjala, vem, da ima zgodba zanimiv začetek v neki londonski knjigarni. Ja. Hvala lepa najprej za povabilo. V čast mi je, da pač v tej častitljivi družbi nastopam danes pri tej temi, ki je težka. Preden neposredno odgovorim na to vprašanje, bi mogoče rekel naslednje, glede na naslov tudi same današnje teme. Rekel bi to, kdo sem jaz, da bi lahko rekel, kaj je resnica Kristusa. Jaz sem premajhen, preneveden, da bi o tem sploh lahko sodil. Mislim pa, da pač ta resnica, notranja prava resnica ni v nobeni knjigi, ne v kanoničnih, ne v apokrifnih, ampak da živi v srcih in dušah ljudi, ki se čutite kristjani. Tistih, ki verjamete, ki dovolj verjamete v Kristusa odrešenika. Tako da jaz osebno nikoli nisem tudi videl v teh apokrifih neko zanikanje kanoničnih tekstov, ampak kvečjemu neko razširitev. No, po tem čist kratkem uvodu bi rekel pa še to, odgovoril na vprašanje, kako sem se srečal z apokrifi. Ja, torej, z kanoničnimi teksti sem se srečal zelo mlad, ne sicer pri verouku, ki ga nisem imel, ampak sam sem začel brati Sveto pismo v starosti, ne vem, koliko sem bil star, 15 let. Sem na tem področju tako rekoč samouk. No, potem enkrat mnogo pozneje, to je bilo recimo, že jaz sem diplomiral leta 75, leta 77 je šla znamenita zbirka v angleščini prevod knjižnice Nag Hammadi. To so ti glavna zbirka tako imenovanih apokrifov Nove zaveze. Jaz sem to knjigo našel ne v Londonu, ampak v Amsterdamu takrat. No in to me je pritegnilo, kot rečeno, kot razširitev pač tega, kar sem vedel o krščanstvu. Potem sem, no zdaj verjetno sem zato tudi gost in pač sogovornik v tej razpravi, ker sem takrat prevedel nekatere odlomke iz te knjižnice in sem potem objavil tudi en daljši komentar o tem v svoji knjigi z naslovom Gnostični eseji, ki je šla pri zbirki Hieron, založba Nova revija leta 1994. Hvala lepa, pa če gremo potem kar po vrsti, mogoče Aleš Maver. Ja, tudi sam se zahvaljujem za povabilo. Če grem po istem zaporedju kot pater Miran, je moje prvo srečanje s kanoničnimi teksti bilo legendarno Sveto pismo s slikami, ki mislim, da ga še zdaj ponatiskujejo. Vedno, kadar sem prišel na obisk dedku in babici, sem zahteval to knjigo in kar me danes sicer malo čudi, sem vedno
zahteval tudi, da gremo skozi vso staro zavezo na hitro in da pridemo do Jezusa in njegove zgodbe. In ta obred se je pravzaprav ponavljal vsako nedeljo popoldne. Z apokrifi sem se srečal relativno zgodaj, mislim, da v 4. razredu osnovne šole. Takrat je moja botra odkrila prvo izdajo slovensko knjige Sveta kri in sveti gral, in to me je pripovedovanje o tej knjigi in o tem, kaj tam piše, me je zelo galvaniziralo. Potem pa je išel v Večeru, tem obskurnem mariborskem dnevniku za tiste, ki ste s Krajinske, članek o Tomaževem evangeliju, ki da prinaša pravo resnico o Kristusu, in to me je še bolj vznemirilo. Tako da pravzaprav se z zgodnje krščanskimi spisi uresničuje moja mladostna želja, da bi imel vse te tekste v slovenščini in na dosegu roke. Vendar pa moram povedati, da v njih, ko sem se z njimi srečal tudi v besedilni obliki, niti v Jakobovem protoevangeliju, od katerega sem pravzaprav največ pričakoval, nisem našel ravno tistega, kar sem pričakoval. In ta razlika s kanoničnimi evangeliji, kot je povedal pater Miran, vendarle se mi je zdela očitna. Moram reči, da sem se potem z enim od apokrifov, to je z Pilatovimi deli oziroma z Nikodemovim evangelijem, srečal tudi, ko sem se v srednji šoli nekoliko ukvarjal z dramatikom Ivanom Mrakom in takrat naletel na ta tekst, ki me je spet zelo vznemiril v besedilih Tarasa Kermaunerja. To bi bila recimo ena taka kratka zgodovina mojega srečevanja z apokrifi. Ja, jaz gleda, da sem se z vsemi temi besedili srečal pozneje, kot vi vsi. V glavnem pred več kot 30 leti, ampak vsekakor tako rekoč skoraj polnoleten ali pa polnoleten mladenič sem prav na Jadranu po grščini prvič Novo zavezo v eni taki paperback interlinearni izdaji za 5 grošev in grš sem takrat že znal. No in pač to samo branje je bilo počeno najmočnejših ali pa najmočnejše doživetje mojega življenja. Mislim, zato sem tudi vesel, da je David začel pogovor na tej ravni, tej osebni, ker mislim, da pravzaprav vse ostale zadeve, ki bomo potem govorili, se vračajo na to čisto preprosto osebno izkušnjo. Jaz, ko sem pač bral nisem nič vedel o, razen teh osnovnih zadev, recimo, da ne bi bil, Kristus človečen Bog in da je neka cerkev, ki to uči, ampak pojma nisem imel ničemer. Ampak samo branje, v bistvu branju teh besedil sem dobil občutek, to je resnica, to je tisto, kar me zanima, to je tista stvar, ki v bistvu želim posvetiti svoje življenje. In pač potem sem seveda začel, ker sem bil kar radoveden, mladenič, brati, študirati, in v tem procesu sem potem seveda tudi naletel na druga zgodnja krščanska besedila, jih začel prevajati, komentirati in tako naprej. Ampak osnova je pa ta izkušnja resnice Nove zaveze, ki, to bi rad na začetku poudaril, nima nobene zveze z neko zgodovinskostjo ali pa z nekim prepričanjem, da je to, kar pa tle berem, da je pač se res zgodilo. Jaz moram reči, da nikoli sploh nisem ta sama debata o tem, kaj je res bilo, je zame osebno nek kompleten intelektualni tujek. To me sploh v bistvu nikoli se ni res dotaknil. Kar čutim je to, da je ob branju novozaveznih besedil
mogoča neka duhovna izkušnja, v primerjavi s katero se vse ostalo, naši pojmi zgodovine, objektivnosti tega, kar je res bilo, izkaže kot nekaj sekundarnega. In kot filozof pravzaprav si želim ravno varovati prostor te primarne izkušnje. In bi prav pred debati o apokrifih in tako naprej se vračal na njo. Najlepša hvala vsem štirim za te odkrite pripovedi. Mogoče naslednje vprašanje bi šlo pa zdaj lahko nekoliko naprej, bližje nocojšnji temi. Spet za vse štiri, kaj je pravzaprav za vas kanon? Tukaj ne mislim toliko na šolske definicije, ki jih seveda poslušalci vsi dobro poznajo. Zanimajo me bolj, kako naj tem rečem, mogoče asociacije. Na kaj pomislite, ko slišite to besedo? Še posebej bi me mogoče zanimali problemi, ki so za vas povezani s kanonom. Pa, če bi mogoče zdaj začeli z vami? Tako. Jaz bi mogoče kar nadaljeval na tisti točki, kjer sem prej nehal. Torej, zato, ker pravzaprav jaz odkrito seveda povem, da nisem konfesionalen kristjan, po drugi strani nisem ateist, se pravi, sem neke vrste bogoiskalec. Ampak zdaj to, v kakšni zvezi je to s kanonom? Torej, govoriti o kanonu, o kanoničnih, nekanoničnih delih, razmišljati o tej krasni izdaji, ki jo imamo pred seboj, je meni po eni strani teže, po drugi lažje. Ker teže mi je zato, ker sem pač eden od recimo tistih zunaj, kar se tiče samega konfesionalnega krščanstva. Lažje pa tudi zato, lažje pa zato, ker mogoče pač nimam neke izkušnje za tem, imam pa pač neko recimo intelektualno presojo o teh stvarih. Zdaj, kaj se meni zdi zelo ključno v zvezi s kanonom in tudi s to izdajo? Bom rekel kar naravnost. Ta izdaja zgodnjih krščanskih spisov, ki je urejena kronološko in obsega spise, ki so po tej kronologiji, ki je kot taka morda vprašljiva, ampak dobro, recimo, da je to približno natančna kronologija pač nastanka teh spisov, prvi 2 krščanski stoletji, se pravi nekje do leta 200. Zdaj, kar se meni zdi pri celi zadevi vprašljivo, je prvič, če se ne spuščam zdaj v pač kronologijo samega, ali je to točno, recimo, da je recimo Petrov evangelij, ki je eden od apokrifnih evangelijev, da je nastal, mislim, da je napisano okrog leta 75 in tako naprej, to verjetno to naj strokovnjaki za te stvari pač o tem razpravljajo. Ampak problem tukaj se mi zdi ravno ta knjiga zelo v nekem smislu subverzivno, ampak mislim v pozitivnem smislu subverzivno postavlja vprašanje kanona. Kaj je kanon? Kje je tista meja? Ker tukaj se meja očitno premika. To je zdaj, seveda to ni poskus nekega novega kanona, ampak hočeš, nočeš je to rahljanje kanona, ki ga poznamo kot kanon nove zaveze. In zdaj, kanoni v svetovnih verstvih so različni. Recimo budistični pali kanon je popolnoma drugače razumljen ali pa sploh recimo kanonične knjige v azijskih filozofijah kot v 3 monoteizmih knjige. Zdaj, kanon, mogoče bo rekel, kdo to je bolj neko šolsko, scholastično, akademsko vprašanje, ni. Kanon je bil pač osnova dogmatike na vsezadnje in tudi tista ločnica, ki je ločevala pravo vero od herezije. Se pravi, v skrajni konsekvenci zgodovinsko je tukaj šlo za življenje in smrt. Se pravi, nesprejemanje kanona oziroma sprejemanje nekih apokrifnih spisov je lahko tistega pripeljalo tudi na grmado, davno nazaj, seveda. No, ampak z današnjega stališča je pa to vprašanje povezano tudi z religijami knjige. In tukaj se mi zdi filozofsko ali pa kulturno, se pravi, ta povezava med kanonom, torej med vero in kulturo, med vero in politiko, se pravi, tukaj se krešejo stvari in tukaj lahko pač nekako tudi svojo diskusijo prispevam kot filozof. Če si že izzval, David, da bodimo malce manj šolski in bolj osebni, poetični,
Dobro, imam pred seboj dve roži. Ena mi je všeč, druga mi ne pove kaj dosti. Ena je prava, druga je papirnata ali plastična, ki posnema tisto pravo. In navadno se bo človek odločil za tisto pravo rožo, da želi imeti tisto. Čeprav je papirnata bolj obstojna, plastična še bolj, ampak tudi če kdo vzame papirnato, ve, da je ona druga pristnejša. In kanon je po moje tista prava roža, ki pa je tako lepa, da jo želimo tudi posnemati, da želimo ob tej roži še neko svojo rožo narediti. Nas izziva, da bi tekmovali z njo. In to je, mislim, da je pokriv. Pokriv skuša tekmovati, ampak z drugim materialom, z drugim sporočilom, želi pa vendarle biti v tistem kontekstu. Ampak če pomešamo prave nageljne s papirnatimi pa plastičnimi v istem šopku, pa zadeva potem postane lahko včasih celo malo absurdna, če ne povemo, zakaj je to tako. Zato sem tudi jaz na predstavitvi knjige takrat malo podražil Gorazda, kako to, da so te stvari pomešane med seboj. Sem mi dobro odgovoril. Jaz tega ne vidim toliko, da gre za neko rušenje kanona ali za rahljanje kanona, ampak da gre za svojski pristop, ki želi pokazati ravno to, tudi razliko med kanoničnim in nekanoničnim. Jaz osebno to razliko med kanoničnimi spisi in nekanoničnimi vidim v tem, da so kanonično je vse tisto, kar se med seboj lahko podpira. V vsej raznolikosti. Krščanstvo je pestra religija, je katoliška v smislu vseobsegajoča, široka. Ampak v to širino vse pa spet ne gre. Tisto, kar ruši to celoto, tisto od tega odpade. In zato je pač ta isti Sveti Duh, kot je že Milan na začetku povedal, za nas, ki verujemo, da je tukaj le Sveti Duh tisti, ki navdihuje in sestavljanje, gradnjo Svetega pisma, tudi poskrbi, da se reči, ki niso skladne s celoto, da preprosto v to celoto ne morejo priti, ker bi jo rahljale, rušile in zato odpadejo. In to je tisto ta najlepše. Ne rabimo nobene grmade, nobene pastoralne oblasti, nobenega dekreta, da bi to določil. To se zgodi. To se zgodi v nekem naravnem dihanju kanona. Takrat, ko je cerkev še šibka, ko nima nobenih vzvodov moči, ko še nimajo vžigalic, da bi prižigali z njimi grmade, takrat preprosto se že naredi meja. Spočetka je sicer malce bolj ohlapna, neke stvari imamo danes med apostolskimi očeti, ki so bile ponekod v kanonu, pa so iz nekih razlogov prišle ven, ampak to so tiste, ki niso bile vsebinsko skregane s poročilom evangelija. To pa, kar je nasprotovalo, recimo, kar je bilo pretirano judovsko in je nasprotovalo poganskim elementom iz krščanstva, ali pa kar je bilo pretirano proti judovsko in je spodrivalo judovske korenine krščanstva, tisto pač ni moglo ostati noter. In je šlo ven. In imamo krščanstvo pač tako, kot ga imamo, široko. Ampak ne pa tako, da bi naivno dopuščalo, da so noter kali, ki to krščanstvo nekako razbijajo. Hvala lepa. Pa mogoče zdaj. Marko je lepo na začetku rekel, da razume, da v bistvu resnica Kristusa ni v nobeni knjigi, ne? Da krščanstvo ni religija knjige. To je res, to nedvomno drži, krščanstvo ni religija knjige. Tudi morate se preprosto zavedati, da prva občestva so imela mogoče neke fragmente, nekih zapisov, ampak v glavnem je krščanstvo živeli kot ustno izročilo. Ljudje so si pripovedovali, oznanjali zgodbo o Jezusu. To je bila kerigma, to je bil pač nek živ proces. In krščanstvo samo, cerkev sama za svoj obstoj ne potrebuje pisma. Pismo, novozavezni kanon je preprosto nek snapshot, nek Bogu navdahnjeni trenutni posnetek v bistvu cerkve v
njeni bistveni strukturi, ampak tisto, kar nosi zgodovino cerkve, zgodovino zgodbe absoluta z ljudmi, so pa vedno izključno samo osebe. Vse dogajanje v Svetem pismu, vse ima smisel samo kot v tem medosebnem odnosu v neki komuniji. In zdaj, jaz sem prav včeraj bral, jaz sem v bistvu zelo tradicionalistično razumem Sveto pismo, zelo v duhu cerkvenih očetov, to je tisto, kar me zanima, kar mi je prepričljivo, zato mi je pač prepričljiva sama, prepričan sem, tako kot sem citiral prijatelja Marka Tauršiča in mojega prijatelja Andreja Lauta v uvodu, ki pravi, če mi ne verjamemo svojim prednikom v veri, smo izgubili Kristusa. Ne bomo ga z nobenim zgodovinskim raziskovanjem, z nobeno znanostjo našel. To je cerkev. Cerkev v osnovi, ta pistis, ki je seveda usmerjena tudi v Bogu, je hkrati pistis, zaupanje, zvestoba nekemu izročilu, našim prednikom v veri, temu, da zaupamo, da pač oni Kristusa niso razumeli napačno, ampak da je pač Kristus tu z nami. In zdaj, cerkvene očete pa zato omenjam, ker sem včeraj bral enega svojih najljubših avtorjev, Maksima Spoznavalca, en grški spis Erotapokriza iz vprašanja in odgovori se imenuje v spisu razlaga svetopisanskih mest. A spis ni preveden v slovenščino in noter razlaga Kano Galilejsko. In prav nekaj se mi zdaj zelo lepo, zelo primerno tudi za ta današnji pogovor, v bistvu prav, kaj v bistvu v čudežu v Kani Galilejski predstavlja Marija. In odgovarja, prav v bistvu predstavlja vero, pistis. Zakaj? Zato, ker Marija rojeva Boga, ampak hkrati je ona v bistvu rojena iz Logosa. In prav Maksim ravno tako v bistvu mi vero z delovanjem pač prevajamo v energijo, v neko dejanskost, ampak hkrati je pa porojena od Logosa. In tle Maksim pravzaprav prek lika Marije v bistvu opiše zelo natančno to najbolj notranjo skrivnost cerkve in Svetega pisma. To je v bistvu tisto, kar recimo pač jaz nekako verujem, kar cerkev tudi sem prepričan, da veruje, da pismo seveda je človeški produkt, izhaja iz naše vere, je povsem človeško, če hočete, ampak po drugi strani je pa istočasno in paradoksno pač porojeno iz Logosa. In to, mislim, ta sama notranja izkušnja te paradoksne dvojnosti je tisto, kar je tisti misterij v središču cerkve. Vse se okrog tega vrti. Vse dogmatske definicije od začetka do Kalcedona poskušajo opisati ta paradoks, ki ga cerkev ljubosumno varuje in se seveda izraža tudi v Svetem pismu. Po drugi strani pa seveda bi pa rad poudaril, da tako, kot je Miran lepo rekel, cerkev je mnogotera, cerkev je katoliška, v njej so različne duhovnosti. In pomembno se zavedati, da v tej zbirki zgodnjih krščanskih spisov so številni spisi, ki so izjemno pomembno recimo oblikovali ali pa izrazili to, kaj danes je cerkvena identiteta, ne da bi stopili v kanon. Recimo, tak klasičen primer so pisma Ignacija Bogonosca. Tam se vidi, kaj je za cerkev pomen Euharistije. Tam se vidi, kaj je za cerkev pomen pravzaprav monarhičnega episkopata. Neke zadeve, ki so absolutno temeljne za neko zahodno krščansko identiteto danes, so ohranjene v spisih, ki niso del kanona. Druga reč, ki je potrebno podati, je recimo odnos do Marije, do Marijine skrivnosti. To seveda je v novozaveznih spisih absolutno fragmentarno, samo nakazano. V apokrifnih spisih se ta pobožnost, ta devocija, ki je bistvena recimo za neko cerkveno zahodno identiteto danes, začenja artikulirati.
Skratka, treba se zavedati, da je nova zaveza, ne, v tem svojem izrazu polnosti nikakor ne pomeni izključevanja vsega, kar je poleg, ne, ampak je samo dejansko kanon v tem grškem smislu, je neko vodilo, ne, merilo za neko razločevanje ob branju drugih tekstov. Saj so v bistvu moji predhodniki že skoraj vse povedali, ker bi tudi jaz zelo na začetku naj rečem, da je zame prispodoba z pravo in umetno rožo popolnoma neuporabna, ker pri meni samo umetne rože preživijo, prave je treba zalivati. Drugače bi pa rekel, moj pristop k kanonu je drugačen kot Gorazdov pristop. Jaz sicer večino svojega življenja dosedanjega sem učil otroke z latinščino, sem pa tudi zgodovinar in se mi zdi, da na pojave skušam gledati iz zgodovinske perspektive in v tem smislu je zame vprašanje, kako je nastal kanon ključnega pomena. Tudi kronologija se mi ne zdi nebistvena. No, mimogrede, zdi se mi, da je mogoče da so te kronološke navedbe v tej knjigi njen šibkejši del, ampak bomo verjetno o tem še kaj kasneje rekli. Gre pa enostavno za to, da z tega zgodovinskega vidika bi imel zame kanon bistveno manjšo težo, če bi se dejansko izkazalo, da gre tu za pozno stvar, kot skušajo nekatere popularne interpretacije postavljati kanon šele v konec 4. stoletja. Zame bi to precej omajalo vrednost kanona, vendar so pač moja stališča do tega časovnega okvira drugačna. Kar se tiče mešanja kanoničnih in nekanoničnih spisov, je ravno z tega zgodovinskega vidika taka razporeditev, za katero sta se odločila najprej Berger in Nordova in jo je ta izdaja hvalevredno prevzela, izredno dragocena, ker se mi hkrati z tega zgodovinskega vidika zdi, da seveda nimam nobenega razloga, da ne bi zaupal očetom v veri, ki so pač ravno teh 27 knjig izbrali ali pa se zanje na koncu odločili, vendar tudi če bi kateri od teh spisov, ki so v tej zbirki, bil v kanonu, to zame ne bi, vsaj z mojega današnjega vidika, predstavljalo nobene večje težave. Mislim, da vsebinsko marsikateri spis, kot je tudi navsezadnje že Gorazd nakazal, ne spreminja tako rekoč ničesar. No, mogoče toliko. Najlepša hvala. Zdaj, to je zelo dober uvod pravzaprav v mogoče naslednji niz vprašanj, kjer bi pa povabil sogovornike, da tudi z nami delite nekaj svoje specialnosti. Mogoče Mirjam, bi se dalo pogledati zdaj na to, kako na problem kanona pa na problem apokrifov gledajo cerkveni očetje. Hieronim ima nekaj zelo ostrih formulacij. Ne? Torej, sam kanon se je oblikoval v času cerkvenih očetov in oni so njegovi v bistvu oblikovalci. Tisti, ki so presojali, kaj bodo brali pri bogoslužju in česa ne bodo. In kaj bodo začeli, če je potrebno celo zavračati in da so želeli pokazati, to pač ne govori o Kristusu, kot ga pozna cerkev. In tukaj mislim, da so pač ti očetje delovali pastoralno v smislu tistega čisto pastirskega, se pravi skrbi za cerkev, da so želeli ohraniti neki pravi čisti nauk, tisto, kar so sprejeli, se pravi, da ohranjajo izročilo
in da obenem tudi povedo, da novotarije, tisto, kar prihaja pa z vplivi od drugod, da pa tega ne moremo sprejeti. To je eno je čisto ta časovni kriterij, ki so ga prepoznali, da je lahko kriv za nepristnost, potem pa seveda tudi vsebinski. No, pri Hieronimu je treba biti rahlo pač previden, ker je on oster skoraj do vsega. Razen mogoče do Viktorina Ptujskega, tam je pa nenavadno popustljivo, ampak dobro. Prosim? Ja. Tako da pri očetih mislim, da oni so zastavili ta kanon in ga prepoznamo pri njih iz tega, kaj so uporabljali. Tisto, kar očetje uporabljajo in kar navajajo kot Božjo besedo, to je za njih kanon. Zakaj ne uporabljajo še česa drugega, ker tega morda niso imeli, ker se ni zdelo primerno, ne vem. Tu lahko preprosto tudi spuščujemo kot verniki delovanje Svetega Duha, da se reči tako pač napletejo, kot so se napletle. Prej sem se še spomnil, včasih me kakšen študent vpraša, kaj pa če bi našli kakšen od tistih super starejših virov, recimo Q, če bi ga našli v ne samo hipotetičnih verzijah, ki ga imamo tukaj, ampak prav materialno nekaj starejšega, odkudar sta črpala Matej in Luka. Kaj bi naredili s tem? Bi dali to svetopismo ali ne bi dali? Ne bi dali. Zakaj bi pa dali? Nobene informacije dodatne ne bi imeli, bi pa ta spis zelo ocenili in bi nam pomagal razumeti, kako so nastali kanonični evangeliji. In lahko, da se še nekaj takega najde. Ampak zato ne bomo spreminjali kanona. Kanon je cerkev sprejela. Ta snapshot, kot je rekel Gorazd, velja. In ne bomo delali retuširanja, ker ni potrebe. Bomo pa lažje razumeli, kako je nastal ta snapshot, ko bomo dobili še zgodbo, kako so se sestavljali, kako jih je fotograf nameščal na tisto mesto. Hvala. Zdaj pa mogoče še eno vprašanje za Marka, nekoliko drugačno. Skratka, če recimo to pogled od znotraj, kakšen je pa pogled od zunaj? Ne? Od tega vašega srečanja z gnostiki je zdaj že kaj dobrih 20 let in več, ne? Odkar je ta izdaja prišla. Zanimalo bi mogoče me, kakšen je bil odmev tega dela v slovenski javnosti, v čem je bil pričakovan, v čem ne? Imeli smo nekaj, spomnim se, imeli smo nekaj diskusij tudi na teološki fakulteti in tako. Nek večer je bil, ampak ni bilo pravega odmeva. No. Ni pa tudi bilo to zelo veliko delo, to se ne da primerjati zdaj recimo s celotnim prevodom novokrščanskih spisov. Ne. To je bil moj daljši esej o tej knjižnici Nag Hammadi. No, ampak če se lahko vseeno vrnem, navežem na sogovornike. Glejte, jaz še enkrat poudarjam, moram to poudariti, jaz se čutim tukaj zelo majhnega in skromnega. Namreč ne, da bi zdaj evociral neko lažno skromnost, ampak ko se govori o teh velikih božjih rečeh, moji sopotniki, če lahko tako rečem, Miran, Gorazd in drugi, so na tej poti, čutim dlje od mene. In jaz lahko samo pravzaprav, čeprav so moji lasje bolj sivi, jaz lahko sprašujem. In pravzaprav jaz se sprašujem. Lejte, prebral vam bom en kratek odlomek iz Karla Gustava Junga. Pa to ne pomeni, jaz nisem noben Jungovc, ampak letos je šla ta rdeča knjiga, ki je zelo zanimiva, po svoje zelo ničejanska, imam tudi neko kritično recimo distanco do tega ali kakorkoli. Zakaj Jung? Zato, ker Jung velja tako nekako za sodobnega ali pa gnostika 20. stoletja. No? Kratek citat se pa glasi takole iz te rdeče knjige. Ali sploh smemo preprosto verovati? To se mi zdi prepoceni. Ljudje, ki imajo razum, ne smejo zgolj verovati, ampak se morajo po svojih močeh boriti za spoznanje. Vera ni vse, toda spoznanje prav tako ne. Vera nam ne daje varnosti in bogatstva spoznanja. Želja po spoznanju pa nam včasih preveč vzame od vere. Oboje mora biti v ravnotežju. In dalje pravi, preveč verovati pa je tudi nevarno, kajti danes mora vsak iskati svojo lastno pot, v sebi trčiti v onstran in tako naprej. Zdaj tukaj Jung, kakor jaz njega razumem, ne govori o toliko verovanju v Boga, ki je pač nek dar, ampak o verovanju tudi v določene recimo dogme in podobno. In tukaj
Recimo, če se zdaj vrnem k vprašanju kanoničnosti, apokrifnosti in sploh temu vprašanju, ki se mi zdi ključno tudi za to knjigo, ki jo imamo pred seboj, ne, ta kriterij pravzaprav, ne. Zdaj, seveda, mi lahko verujemo, pač nekdo lahko veruje in jaz to zelo spoštujem, da verujete, da pač je ta vera v to, da je bilo to neko notranje pač samočiščenje cerkve, ki je izbrala sama te apokrife, te kanonične spise in izločila apokrife. Vendar meni recimo ta vprašanje ostaja pri vsem spoštovanju in pri vsem, kar pač poudarjam, da jaz nikakor tukaj nočem iti v neko polemiko, ker se dejansko ne čutim pač dovolj daleč na tej poti, da bi lahko karkoli polemiziral z vami. Ampak recimo konkretno, imamo to metaforo, ne? Kolega je rekel, da se ne strinja povsem z metaforo o pravem in papirnatem cvetu. Ne? Jaz se tudi ne strinjam s tem, ampak zaradi nekega drugega razloga. Vete, omenili ste recimo ta slavni vir Quelle, ne? Ki naj bi bil pač nek prvoten vir, iz katerega naj bi sinoptični evangeliji pač črpali svoje teologione oziroma pač te izreke, pa tudi druge recimo pasuse. Zdaj, biblicisti in ti, ki pač poznajo zdaj recimo te, tudi Berger med drugim, ta urednik te knjige, trdijo, da pravzaprav Tomažev evangelij, ne, svojimi 114 izreki, logiji, ne, ali pač kakorkoli to rečemo temu, da je pravzaprav najbližje skoraj, tudi zgodovinsko naj bi bil zelo star, da bi bil mogoče celo lahko najbližje temu viru Q. Zdaj, moje vprašanje je, ne, jaz tle, kot rečeno, to ni zdaj neka polemika, kaj pa jaz vem, ampak moje vprašanje je, ne, zdaj, zakaj je recimo Tomažev evangelij pač apokrif, ne, oziroma zakaj ni prišel v kanon, medtem ko recimo Janezov pa je. Lahko se reče, je Janezov bolj konzistenten, evangelij ljubezni in tako naprej. Ne, razumem pa, da nekateri spisi, ki so pozneje vključeni v to knjigo, recimo zelo z zanimanjem sem prebral tako imenovane islamske agrafa. To so bili pač islamski spisi o Kristusu, ki so bili ohranjeni v islamski kulturi. V teh agrafah, v teh izrekih Kristus nastopa ne kot Božji sin, ampak kot Marijin sin in kot prerok, v skladu z verovanjem, pač muslimanskim verovanjem, da je Kristus prerok. Zdaj, jaz popolnoma razumem, da recimo to vrstni, ker tudi Bog ve, kako so prišli pač ti agrafa potem, kdaj so se formirali in tako naprej, da to ne more biti kanonična knjiga. Ne? Da je to neke vrste, če ne papirnati cvet, pa mnogo poznejši cvet. Ne razumem pa tega, oziroma težko sprejme moj razum. Vse verjetno je tle problem, neka blokada, da pač ko sprejmeš vero, sprejmeš tudi vse ostalo, tudi sprejmeš tudi to skupnost, zaupanje do skupnosti, da je tako zbrala. Ampak to razumsko vprašanje, zato sem prebral tudi ta odlomek iz Junga, ne, vseeno ostaja. Zakaj? Ne? Zakaj? In tu ni samo Tomažev evangelij. Ne? Zakaj je bil to recimo pač za cerkvene očete ali pa kakšen drug tekst, ne, ki je, recimo, vemo, Irenej Lionski, ne, je okrog leta 180, Adversus Hereses proti herezijam, je recimo zelo izrazito kritiziral tekst, ki je verjetno, ne, Janezov apokrif, ki ga ni tukaj noter. Tam nastopa stvarnik kot pač nek zli demon, Jaldabaoth in tako naprej. To je izrazito dualističen, gnostičen tekst. Tu popolnoma razumem, ne, to, da to ne more biti del, recimo, krščanskega kanona. Ne. Zdaj, seveda se sprašujem, ali so ta vprašanja sploh relevantna, ali niso. Mogoče niso, ker vsej mi ni do šolskih vprašanj. Meni je do iskanja resnice, ne do vprašanj zdaj okrog tega, kaj je bilo takrat. Ne. Še enkrat ponavljam, živo mislim res to, da resnica Kristusa jo ljudje, ki jo pač verujejo v Kristusa, to vem, nosijo v srcu. Mogoče deloma tudi jaz, pa se niti tega ne zavedam, v duši, ne pa v knjigah. Ampak vendarle, pred nami je knjiga, ne? In jaz se sprašujem zdaj o tej knjigi, kaj zdaj to pomeni. In tukaj se mi zdi, da je ta knjiga nekako na pol poti. Ne?
da se ta pot tukaj ne bo končala. Ker vprašanje ostaje. Hvala, to je zdaj moje delo postalo nekoliko lažje. Ne? To vprašanje bi pravzaprav mogoče podal kar naprej. Pa, če ga še nekoliko bolj zapakiram. Ne? Kje bi zgodovinar videl pravzaprav močne točke te izdaje, pa kje so njene šibke strani? Jaz bom z veseljem se nekoliko navezal na to, kar je povedal dr. Uršič, bi pa na začetku odgovoril na tvoje vprašanje. Torej, jaz mislim, močna stran je gotovo ta paleta vseh tekstov prvih 2 krščanskih stoletij, ki omogoča zelo hitro pa zanesljivo srečanje s tem bogatstvom besedil, ki so do tega mejnika leta 200 nekje nastala. Šibka stran, kot sem rekel, se mi zdi predvsem sledenje Bergerjevi kronologiji, ki je zame problematična. To je mogoče povezano s tem, da smo zgodovinarji tudi sicer navajeni na različne kanone, ki so se v zgodovini izkazali bolj za fikcijo. Recimo tu bi omenil seznam rimskih kraljev, ki je praktično, vsaj nemška historiografija ga razume preko ne kot Larifari, čeprav študente vsaj za križanke še vedno učimo teh 7 rimskih kraljev. Enako je tudi na vse zadnje z vprašanjem, čemu sta vladala David in Salomon v Stari zavezi. In zato sem jaz mogoče nekoliko bolj nagnjen k temu, da sem zlasti pri datiranju spisov previden, da rajši datiram kakšno stvar pozneje kot prej, medtem ko je pri Bergerju zelo vidna ta težnja, da se tudi Tomažev evangelij datira pravzaprav zelo zgodaj. Recimo za me je nepojmljivo, da je prvo Petrovo pismo v tem izboru tam, kjer je. Seveda pa je treba upoštevati, da je Berger izrazito prorimski, ne, tudi njegova teza o nastanku kanona je izrazito prorimska, propapeška. No, če poznamo Bergerjevo življenjsko zgodbo, potem se to da deloma s tem najbrž pojasniti. Problem te njegove teze, po kateri naj bi imel kanon izrazito rimske prvine, je ravno v tem, da se potem vprašanje, ki ga je zastavil dr. Uršič, še bolj z vso ostrino zastavi, odkot pa neki krajevni cerkvi taka moč in odkot pravzaprav ji pravica, da oblikuje seznam spisov po svoji podobi. No in tu je potem ta datacija, ne, ker ti ključni teksti so postavljeni po mojem mnenju bistveno prezgodaj. Ne. To je prvo Petrovo pismo, zaradi ki naj bi dokazovalo, da je Peter res deloval v Rimu in to že zelo zgodaj. In to je seveda evangelij po Janezu, kot pravzaprav ključni evangelij, ki naj bi bil torej prvi evangelij po Bergerjevi kronologiji. Sam vidim v Kajfovi prerokbi na seji velikega zbora izrazit namig na porušenje Jeruzalemskega templja, tako da z tega vidika datacija v 68-69 zame zelo težko vzdrži. Poleg tega je cel kup drugih argumentov, na vse zadnje tudi to, kar je recimo Erman pokazal, kako se je vloga Pilata spreminjala med evangelisti, tudi kaže na to, da je Janezov evangelij vsaj v končni različici ne prvi, ampak kronološko zadnji evangelij. Če pa, mogoče še kasneje kaj o tem, ampak če zdaj skušam nekoliko odgovoriti doktorju Uršiču, pa je pater Miran prej povedal eno zelo pomembno zame, tudi pač kot zgodovinarja skoraj dejstvo,
da je kanon nastal v času, ko cerkev še ni imela vžigalic. In to je tisti moment, ki ga večina sploh senzacionalističnih razlag popolnoma spregleduje. Ker, dobro, seveda je Brownova Da Vinčijeva šifra, ki jo Klauk po mojem posrečeno imenuje kot sodobni apokrif. No, gotovo, ampak torej je gotovo seveda tako rekoč vulgaren izdelek, ampak tam je videti, kot da nastane kanon v času, ko ima cerkveno vodstvo, ko ima cerkvena hierarhija položaj, kot ga je imela vsaj v Evropi v času investiturnega boja, torej v visokem srednjem veku. O tem pa seveda v 3. stoletju po Kristusu ni mogoče govoriti. In tudi to, kar se pregrava tudi v resni literaturi, recimo ob Marijinem evangeliju, češ ta konflikt med Petrom in Marijo, se velikokrat operira s kategorijami, kot da se ti ljudje borijo za neko otipljivo moč in oblast. Ampak te moči in oblasti v času oblikovanja kanona ni bilo še nikjer. Lahko, torej, jaz osebno vidim prelomnico v cerkveni zgodovini nekako v času velike krize rimskega imperija v drugi polovici 3. stoletja po Kristusu, ko dejansko morajo škofje, ker razpade rimski javni sektor, kar bi danes temu rekli, prevzeti večje družbene vloge in odgovornosti, ampak po vsem, kar mi danes vemo, je kanon do te točke že zaključen. Se pravi, tu ni šlo za boj za oblast, za moč, tu ni šlo z razglasitvijo nekega spisa za apokrif, za izločitev konkurenta za to moč in oblast, ker enostavno, kot rečeno, te moči še ni bilo. In tu bi jaz pač videl temeljno pomanjkljivost večine razmišljanj o tem, zakaj je nekaj postalo apokrif. Hvala lepa. Tukaj je bilo pa zdaj že, se mi zdi, kar nekaj vprašanj, ki so po svoji logiki vprašanje za urednika, ne? Ampak da ne bi to zdaj zvenelo samo kot replika, bi pravzaprav Gorazd vprašal. Ta velika knjiga je seveda bila v marsičem velik prevajalski izziv, ne? Zdaj, ko smo na koncu, ko je ta impozanten rezultat pred nami, si mogoče lahko privoščimo kakšno vprašanje v zvezi s tem, kako je delo potekalo, pa kako, v čem je bilo mogoče za urednika težavno? Bom to v nadaljevanju odgovoril, ampak bi rad sem se še malo v vsebinsko debato vključil. Namreč ta vprašanja, ki jih je Marko odprl in Aleš poskušal na nje na svoj način odgovoriti, so vprašanja, ki nastajajo v horizontu novoveške ontologije. Nastajajo šele v tistem trenutku, ko se v bistvu novoveški človek poslavlja od antične izkušnje kozmosa kot simbola, v katerem je pravzaprav simbolno lahko tok ali pa bolj realno kot empirično zaznavno. In ta kriza, ta prehod pravzaprav v neko drugačno ontologijo je nekaj, kar seveda cerkveno zavest preganja, tako kot je seveda laična zavest je absolutno podvržena, ni pa to ontologija zgodne cerkve, niti ni to ontologija novozvezdnih spisov. In tle smo pa pred nekim temeljnim problemom, s katerim se seveda moramo soočati. Mislim, naj to malo abstraktno govorenje bolj konkretno ponzorim.
prepričanje, da mi lahko z nekimi zgodovinskimi znanstvenimi metodami pridemo do zanesljive datacije česarkoli, je iluzorno. Prepričanje, da lahko pridemo z zgodovinskimi znanstvenimi metodami do kakršnegakoli resnega podatka o Jezusu, je iluzorno. Recimo Jesus Seminar, ki ga je Robert Funk ustanovil leta 1985, Robert Funk, in tam niso neki Pig Zigmarji v bistvu, ampak pač poznavalci se ukvarjajo s tem, kaj ne bi zdaj bilo zgodovinsko tukaj, so v celotni Novi zavezi so na koncu označili, mislim, da 25 Jezusovih izrekov, kot 15 z ponovljenimi izreki, kot 25 izrekov ne bi bila Jezusove besede. Če začnete gledati, kaj je ostalo recimo od zgodovinskosti Nove zaveze pri Bultmannu ali pa v katoliški znanstveni sodobni eksegezi, je to ništrc. Tako da v bistvu, mislim, s tem seveda, da te datacije, to je pa zgodba to, kar je med znanstveniki, tistimi, ki se res s tem ukvarjajo, je jasno, da se pač nihče z nikakršno datacijo ne strinja. Če pa nekdo želi sestaviti spise v nekem zaporedju, se pa more, hočeš nočeš odločati za neko datacijo. Tako da, recimo, to je moja kratka apologija Bergerja. Pomembno pa je to, da ko se pogovarjamo o teh rečeh, kaj se je zgodilo, zakaj se je nekaj zgodilo, da si čisto filozofsko zastavljamo zelo temeljno vprašanje, v kakšnem obzorju to počnemo, kaj je pravzaprav ta pojem zgodovinskosti, ki ga predpostavljamo, kaj je tisto, kar o preteklosti sploh lahko vemo, in seveda v nekem teološkem preskoku ali pa recimo v nekem verskem dodatku, kakšno zvezo ima to s tisto našo najglobljo izkušnjo vere in z našo versko identiteto. Kako se kje je tukaj mesto zgodovinskosti, kje pa je mesto neke izkušnje, ki je pravzaprav pred zgodovinskostjo in je od nje globlja. Mislim, da je tukaj polje odločilnih vprašanj in debat. Zdaj pa, če spet vrnem žogico na to zgodbo s prevajanjem, kakšen je spomin na to? Zdaj, predvsem bi rad to povedal, kar mislim, da ni bilo kljub temu, da je knjiga deležna izjemne pozornosti, zanimanja. Mislim, da nekaj ni bilo dovolj poudarjeno. Namreč, da je ta nastala, je bilo potrebno, da se je v Sloveniji preprosto, da se je pojavil mož Jan Ciglenečki, ki zna prevajati iz kopščine, da se je pojavil mož Alen Šilca, ki zna prevajati iz sirščine, da je neka generacija filologov, ki so izjemno že dobri prevajalci iz grščine, latinščine, da se lahko cel ta projekt spele. Skratka, potrebna je bila neka sinergija kompetenc, ki jih preprosto ni bilo. Neke zadeve, ki so v tujih okoljih razumljive poseb, so tukaj enostavno nek nov trenutek in mislim, da je to treba seveda pozdraviti, da to so mladi ljudje večinoma, da so se usposobili za tak projekt, da lahko znanstveno in z neko strokovno kompetenco predstavljajo te spise na nek kredibilen način z neko erudicijo, ki je za to potrebna, ne pa po nekih sekundarnih izdajah, prevodih in tako naprej. To mislim, da je potrebno poudariti. Zdaj, druga stvar je ta, da je taka izdaja je seveda posledica desetletij patrološkega dela, prevodov cerkvenih očetov, ki so se že začeli pred drugo svetovno vojno in skozi te prevode in z delo vseh, ki smo nadaljevali v bistvu v novejšem času, to se je ustvarilo počasi nek konsens o terminologiji, neke enotne prevodne rešitve, kar že spet ni posebej razumljivo, da se je počasi začel izoblikovati nek jezik, ki ga pravzaprav lahko predpostavljamo, tako da veš, da ne vem, če dobiš prevod nekoga druga, da ne bo treba vsako drugo besedo popravljati, ker te stvari sploh niso posebej umevne, so začele počasi nastajati in to je tudi ena, skratka, že spet
na ramenih nekoga druga, no to bi želel poudariti, ne, da lahko taka stvar nastane, je potrebno dolgo delo, za takim delom niso samo ljudje, ki so napisani kot avtorji in prevajalci, ampak so generacije prejšnjih ljudi, ki so dostikrat tudi brez javnega priznanja tiho, skromno delali svoj posel in v bistvu omogočali, da to nastane. Najlepša hvala. Zdaj, pogovor je tak, da bi ga z veseljem še nadaljeval, ampak bo treba počasi končati. Zdaj, če naredim nek, mogoče spet zaključni krog vprašanj. Glede na to, da je med obiskovalci verjetno marsikdo, ki te knjige še ni imel v rokah, bi vas vsakega spet nekaj osebnega vprašal. Če bi morali med to knjižnico del izbrati eno kanonično in eno nekanonično besedilo, ki vam je blizu, kakorkoli. Katero bi izbrali, pa mogoče zakaj? Mislim, ne vem, to vprašanje težko odgovorim. Med kanoničnimi deli marsikatero je biser, ne samo pač v tem smislu pač kot pričevanje vere, ampak tudi kot nek, da rečem, literarni tekst in tako naprej. Janezov evangelij, recimo. Ne. Zelo pa ne bi zbral, recimo, Apokalipse. Ne. Glejte, prej smo govorili o tem, kako se je formiral kanon, ne, če se mogoče malo zgodovinsko, če se vseeno malo vrnem k temu. Ne. Zdaj, verjetno je tisto jedro kanona res nastalo takrat, ko cerkev še ni imela vžigalc in moči v roki. Ne. Sem ravno pri Apokalipsi, pa kakor jaz vem, popravite me, če ni to res. Ne. Zadnja knjiga, Razodetje, Janezovo Razodetje, ne, je v bistvu bila dokaj pozno sprejeta v kanon, ne, in znano je, da tudi nekateri pomembni takratni filozofi, tudi kristjani, da so bili skeptični do tega. Ne vem, mislim, da je bil Origen med njimi, ne, ki je bil pač, no, in tako naprej. Skratka, ne vem, mogoče jaz to narobe vem, ampak Kalcedonski koncil 451 je nekako zakoličil potem kanonične knjige. Med apokrifnimi, katero bi zbral, ja, verjetno prej sem omenil Tomažev evangelij oziroma te sentence, teh 114 izrekov, mislim, da je to treba prebrati. Nekateri so zelo bizarni od teh izrekov. Zdaj, a je to razlog, da recimo to potem ni bilo uvrščeno v kanon? Mogoče. Po drugi strani so pa tudi v kanoničnih spisih zelo bizarna mesta. Ne? No, mogoče še nekaj, ne? Zdaj, recimo, kar pri tej sami knjigi, ne, o kateri govorimo, jaz začel sem pač tudi na prvo vprašanje s tem, da sem se jaz prvič srečal z temi tako imenovanimi apokrifi, čeprav apokrif pomeni dejansko skrivni spis, ne? To ne pomeni nek heretičen spis prvotno. Ne? Sem se najprej srečal skozi to znamenito knjižnico Nag Hammadi, ne, ki vsebuje 52, mislim, da zelo pomembnih del, ne, dokaj ohranjenih, ne, precej od teh. Zdaj, od teh del jaz tukaj recimo ne najdem nekaterih, ki niso dualistično-gnostična, ki so zelo zanimiva, kot recimo razprava oziroma tiste tridelni traktat, tridelna razprava, potem no, še nekatere ne bi našteval. Tukaj se mi spet zdi problem seveda tega arbitriranja. Zdi se mi, da se na nek način tukaj postavlja ravno urednik te knjige v neko novo izbiro in to recimo, to mi nekako ni všeč. Meni bi bilo bistveno bolj všeč, da pač kanon naj bo kanon, tak je skozi zgodovino, pač s temi razlogi, ki jih sprejemam, če jih slišam od častitljivih in pač ljudi, ki jim zaupam, ampak po drugi strani bi bilo pa smiselno recimo prevesti celotno knjižnico Nag Hammadi iz kopščine in te apokrife, tako imenovane apokrife, pač izdajati v nekem ločenem smislu, kot neke dodatke. Pa še nekaj, no, samo še nekaj, da ne bom predolg. Omenil sem, da se kanon da razumeti na drugačen način in vzhodna verstva pa ne me razumeti. Pač to ne gre za to, da bi tehtal. Mi smo pač zahodni ljudje, krščanstvo je naša pač religija, naše duhovne domovine, o tem ni dvoma. Ampak recimo v budizmu, ne, znamenit tekst, eno čist klasičnih tekstov, ki je v slovenščino preveden, ki se imenuje Milinda Panha. To je
vprašanja kralja Melinde, kjer so ključne zadeve glede budizma, ni v kanonu. Zakaj ni? Zato, ker pač ni napisan v jeziku pali. Ker tam je definiran kanon s tem, da so budistični teksti, ki so v starem jeziku pali, so kanonični, tisti, ki pa niso kanonični, ampak niti najmanj apokrifni, nasprotno, ne, so pač del tistega zlatega učenja, ne, in tle je moja mogoče recimo neka misel, ne. Jaz vidim v teh tako imenovanih apokrifih dosti zlatih zrn, zelo dosti. In sem vesel, da se pač vendarle te stvari nekako odpirajo. Okay, na kratko, tvoje vprašanje. Janez Evangelij je že zaseden, torej optiram za prvo Janezovo pismo, ki pa, ampak tudi razodetje meni ni nič tuje, ampak vem pa, da ga je zelo težko brati in da zahteva prvo in drug pristop k branju, daleč od kakega dobesednega ali pa apokaliptičnega, ker to sploh ni apokalipsa v pomenu, kot te danes razumemo apokalipso, ampak je knjiga tolažbe, tolažbo pa zmeraj rabimo. Me pa izzvala in sem vzel 6 minutko ali pa 2 na vaš izziv iz Junga o veri, pa gnozi in o razumu. Jaz pa mislim, da je, ne vem, to bo potem Gorazd še konceptualno še bolj razdelal, ampak čisto po občutju, jaz tu vidim eno veliko skladje med temi pojmi, še zdaleč ne, da bi bilo treba več verovati, pa manj onega drugega, ampak ni vere brez spoznanja in razuma. In po vsem tem je pa še agave potreben, ter se pistis in gnozis nista konkurentki in ne moramo zdaj reči, bom več tega, pa manj onega. Tudi Karin Klemen Aleksandrijski jasno pravi, mi imamo gnozo. Kaj nam tukaj gnostniki v bistvu sploh nimajo prave gnoze, dualistični, ampak je to lažna gnoza. Tudi Irenej v naslovu omenja, tako imenovano gnozo hoče zavrniti. Mislim, da tista gnozis, ki po njej hrepenijo kanonični spisi, je v bistvu spoznanje tiste osrednje točke pri Kristusu, ki je učlovečenje in potem ustajenje. Zaradi njegovega učlovečenja je nam omogočeno vstajenje mesa. In morda ravno zato te bizarnosti pri Tomažem evangeliju ne bi mogel sprejeti in zato je to šlo na drugo stran tiste ločnice. Kljub temu, da so zlata zrna tam notri, ampak če je zraven zlatih zrn še nekaj takih reči, ki bi pa lahko nekoga po Pavlovi logiki, nekega šibkega vernika preveč vznemirila, potem pa bomo vse skupaj dali raje na stran, ker imamo dovolj zlata že v kanoničnih. Drugače pa od apokrifov še, mi pa je seveda Jakobov protoevangelij najbolj tak simpatičen, ki pa ga seveda vzamem kot pripovedko. Ne kot neki faktograf. Pri kanoničnih je gotovo se da več domnevati, več nekih zgodovinskih dejstev, kot pa pri Jakobovem protoevangeliju. Pove pa na ravni zgodbe, kot je recimo zgodba o Adamu in Evi, je resničnejša od marsikakšnega zapisa, filmskega zapisa, dokumentiranega. Tako je tudi Jakobov protoevangelij, čeprav ne zapisuje dogodkov, ni to dokumentarec, ni to reality show, ampak pove pa marsikakšno resnico iz Jezusovega ozadja. Hvala. Aleš? Ja, izmed kanoničnih spisov bi tudi jaz izbral evangelij po Janezu, če bi še bil na razpolago. Zdaj, ker ni več, bi se potem nekako težko odločil med evangelijem po Luku in pa apostolskimi deli. Mogoče tudi pismo Hebrejcev bi zelo visoko kotiralo. Izmed apokrifov bi tudi jaz, pa čeprav je to pogrošno, se odločil za Jakobov protoevangelij. No, vsaj ta apokrif je gotovo, kljub temu, da ni bil v kanonu kot neke vrste zgodnjega rumenega tiska, odigral zelo veliko vlogo v tako zahodni kot vzhodni ikonografiji. Dejansko večina zadev povezanih z jaslicami je od tam. Potem, ker če pa Jakobov protoevangelij ni več na voljo,
mi je pa simpatičen Marijin evangelij in samo obžalujem, da je toliko lukenj vmes, ker bi bilo to kar zanimivo branje. Seveda ti dialogi pa dajo misliti, ki so ohranjeni. Pa tudi Petrov evangelij, recimo, mi je kar blizu. Gorazd, zdaj je že skoraj vse razgrabljeno, ampak mogoče. Zato, ker je vse razgrabljeno, bi pa jaz rekel, v skladu s tistim, kar sem na začetku govoril, novo zavezo sprejemam kot celoto. In v bistvu, ampak tudi tako intimno tako čutim, da v bistvu s tem, kad bi recimo rekel, ne vem, tole mi je kul, tole mi pa ni kul, se že stopam v neko držo, s katero absolutno ne moram pristopati k tekstu, kot svetnem tekstu. Ne. In še takrat, ko sem res odprt od Biblos Genezeos do Erho Kyrie Jesu, ne, skratka od Mateja do konca Janezove apokalipse, ne, takrat stopam v to držo pistis, ne, ki pa je, da se navežem na Mirana in na Markota, ta vera, ne, seveda je tist, kar daje spoznanje, da za to gre, ne. Ampak ne spoznanje je seveda treba kvalificirati, govorimo o Bogu človeku Jezusu, o tem, ki je center v bistvu celotnega tega dogajanja, ki se artikulira v tej knjigi, ki se artikulira v cerkvenih skupnostih, ki živi na oltarju, ki se daje v bistvu srcu, ne, ljudi, ki kontemplativno molijo in ki nas uči, da ne odpostajamo sami sebi. Ne. Ta agape, ki je v centru tega, to darovanje Bogu človeka, pravzaprav je blazno strogo zahteva tudi, ne, izgubljati samega sebe. Kdor ne zapusti vsega, kdor ne sovraž svoje duše, ne, kdor ne zanika samega sebe, ne more biti naučenec. Ne. To je ta center, ne, v ta vrtin smo pravzaprav vsi potegnjeni in seveda obljuba tukaj je pa gnoza ravno gnoza tega, kot pač ultimativne resničnosti. Ampak to ni neka gnoza nečesa, po čemer bi hrepeneli, ali pa kar bi si želeli, ali pa kar bi se fiksirali, ampak je neka realna izkušnja. Je tista luč, o kateri sem govoril na začetku, ki je pač dana, to je luč milosti, to je luč, ki sije na vsakega človeka, ki pride na ta svet, ampak obenem je seveda neka luč, ki raste iz dneva v dan. In v bistvu je izkušnja, ki je realnejša od kjerekoli izkušnje, ki jo imamo v vsakdanjem življenju. Hvala, moram reči vsem sogovornikom za ta čaroben večer. Vse ostale bi pa povabil, da tega zaključka ne jemljete kot konec, ampak da se mogoče opogumite pa se srečate s temi teksti tudi vsak sam zase. Hvala lepa.